Po nekaterih ocenah na stari celini vsake pol minute nekdo utrpi zlom zaradi osteoporoze, pri čemer sploh ne ve, da je zbolel za to kronično, tiho napredujočo boleznijo. Kakšne so razmere na tem področju v Sloveniji? Kakšna je zbolevnost? Ja, tudi v Sloveniji, glede na to, da spadamo med razvite države z relativno staro populacijo, je osteoporoza pogosta. Po ocenah Mednarodne fundacije za osteoporozo je bilo v letu 2019 v Sloveniji nekako 125.000 bolnikov za osteoporozo, od tega v glavnem bolnic, nekje 80%, torej 100.000 bolnic in ostalo moških bolnikov. Kar seveda pomeni, da je imelo osteoporozo približno 5,5% naše populacije, kar je seveda veliko. Še pomembneje je, da se v Sloveniji zaradi osteoporoze letno zgodi okrog 16.000 zlomov, od tega kar 3.000 zlomov kolka kot pravzaprav najhujše posledice osteoporoze in kar seveda pomeni za bolnike bistveno slabšo kvaliteto življenja, včasih tudi zlom kolka pomeni pravzaprav zadnjo epizodo v življenju bolnika. In če gledamo z druge strani, kot družba, nas to stane letno okrog 100 milijonov evrov. Od tega gre velika večina denarja za neposredno, torej akutno oskrbo zlomov in kasnejšo rehabilitacijo, manjši del pa za zdravila. Problem je pa vendarle v tem, da številni od obolelih za svojo težavo ne vedo. Zato bi vas vprašala po strokovni in po klinični plati, kaj svetujete, po katerem življenjskem obdobju, po kateri starosti bi veljalo narediti preiskavo, čeprav samoplačniško, ali to velja pogosteje za ženske, predvidevam. Kaj svetujete? Torej, prvi ukrep proti osteoporozi je pravzaprav njeno preprečevanje. To pomeni, da si v času mladosti, tam nekje do 30. leta, zgradimo kar najvišjo, tako imenovano genetsko določeno maksimalno kostno maso. Res je, da je ta maksimalna kostna masa genetsko določena nekje v 60 do 80%, vendar kljub temu lahko še tistih ostalih odstotkov dodamo sami z zdravim življenjskim slogom, z zadostnim vnosom vitamina D, kalcija, telesno aktivnostjo, zdravo prehrano. Torej, to je prvi ukrep v vsakem primeru. Potem pa seveda, da mislimo na svoje kosti, kot bistveno bolj pogosto mislimo na svoje žile še v kasnejšem življenjskem obdobju in da vse te ukrepe izvajamo tudi vnaprej. Zdaj, omenili ste samoplačniško merjenje kostne gostote. Tukaj bi morda priporočil prej, da se lahko oceni tveganje za zlom tudi z brezplačno aplikacijo FRAX, FRAX, ki je prosto dostopna na svetovnem spletu. Slovenske variante nimamo, uporabljamo verzijo Združenega kraljestva oziroma Velike Britanije in tam si lahko pravzaprav vsak po 40. letu brezplačno oceni tveganje za zlom v naslednjih 10 letih, torej tako za 4 najpogostejše osteoporozne zlome, kot so zlom vretenca, kolka, nadlahtnice in zapestja, kot tudi še posebej za zlom kolka. Druga možnost je pa, kot rečeno, meritev kostne gostote, ki pa je nažalost dejansko samoplačniška. Ta pa seveda lahko postavi diagnozo osteoporoze pred prvim zlomom. Zdaj, običajno smo svetovali meritev nekje po 50. letu, recimo za ženske, torej po nastopu menopavze. Verjetno je to nekoliko zgodaj, zato ker se prava osteoporoza začne približno 10 do 15 let kasneje, tako da bi verjetno rekli tam nekje okrog 60. leta, recimo za ženske in morda še nekoliko kasneje za moške. Treba je vedeti tudi, da v naših referenčnih ambulantah v Sloveniji poteka presejanje prebivalstva s pomočjo FRAX, torej s pomočjo te aplikacije, ki sem omenil malo prej, in to je nekako trenutno predpisano za vsakega, ki pride v referenčno ambulanto in je star 60 let. In tudi na podlagi FRAX-a, če je torej tveganje po FRAX visoko, v vsakem primeru potrebuje ta preiskovanec zdravila, če je nizko, poudarek na preventivi, če pa je nekje vmes, je pa tudi to lahko pokazatelj, da naj opravi meritev kostne gostote za DEXA. Kaj pa v tem kontekstu pomeni izhodiščna preiskava ultrazvok petnice? Ultrazvok petnice je pravzaprav koristen v področjih, kjer ni dostopa do DEXA, lahko služi tudi kot neko orodje za osveščanje ljudi, da pravzaprav je možno kostno gostoto izmeriti.
in morda kot neko vodilo, da bi bilo smiselno opraviti meritev kostne gostote z DEXA oziroma izračunati tveganje s FRAX. Ne moramo pa na podlagi same ultrazvočne meritve postaviti diagnoze osteoporoze niti upeljati zdravljenje. Torej bolj kot neko orodje za popularizacijo možnosti merjenja kostne gostote. Podrobno ste že spregovorili o možnostih preventive, s katerimi lahko pravzaprav zadržimo pojav osteoporoze ali ga zamaknemo v kasnejše obdobje. Druga stvar pa je, kadar govorimo o tem, da ima nekdo določeno kronično bolezen, zaradi katere potrebuje zdravljenje, pa naj bo to recimo rak, presaditev organa, astma, pljučna bolezen, kajti ta zdravila vplivajo tudi na osteoporozo, kaj ne? Točno tako, torej zdaj ste pomenili stanja, ki jih spremlja tako imenovana sekundarna osteoporoza, torej sama posledica staranja oziroma menopavze je primarna osteoporoza in to je do neke mere pričakovano, torej starostna in pomenopavzna izguba kostne mase, je pa lahko ta izguba kostne mase bistveno hitrejša v določenih stanjih, ki ste jih omenili, torej ko gre za sekundarno osteoporozo, tukaj bi praktično težko našteli vsa stanja, ki jih ta sekundarna osteoporoza spremlja. Morda bi veljalo omeniti kot najbolj pogosto sekundarno osteoporozo zdravljenje z glukokortikoidi, torej to temi močnimi protivnetnimi zdravili, ki so seveda izrazito učinkovita in jih uporabljajo najrazličnejši specialisti, recimo revmatologi za revmatoidni artritis, potem pulmologi za astmo, dermatologi za recimo zdravljenje luskavice, po presaditvah in tako naprej. Glavne, ta zdravila so izredno razširjena in močno škodijo kostem. V tem primeru seveda je potrebno biti pozoren na to škodljivost. Slovenska priporočila za obravnavo vseh, ki jemljajo glukokortikoide v smislu zaščite kosti obstajajo. In ta priporočila oziroma stališča našega endokrinološkega združenja predvidevajo, da vsak zdravnik predpisovalec škodljivih zdravil sam pomisli na to, da s tem kostem škodi in tudi že istočasno ukrepa. Naj povem, da če je potrebno opraviti meritev kostne gostote, je pa seveda v tem primeru meritev kostne gostote možna na napotnico. In verjetno so v tem primeru te meritve indicirane pogosteje kot sicer. Meritve so indicirane pogosteje, ampak seveda, ker je s to meritvijo kostne gostote pogosto zamuda, pogosto čakalna doba, obstajajo recimo ravno za tako imenovano glukokortikoidno osteoporozo obstajajo še številna druga vstopna mesta, s pomočjo katerih je moč pričeti z zdravljenjem osteoporoze. Torej, meritev kostne gostote ni predpogoj za zdravljenje. Lahko že sama starost pacienta, zadostno visoka doza oziroma odmerek dnevni glukokortikoida, določeno tveganje po FRAX, predhodni zlom, tako da v bistvu obstaja več vstopnic za zdravljenje. Tako da meritev kostne gostote je seveda priporočljiva, ampak nikakor ne sme biti predpogoj za začetek zdravljenja pri visoko ogroženih pacientih.